Sledeči program je posnet s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. V življenju moramo biti pripravljeni, moramo živeti napolnjeni z Božjo močjo, napolnjeni z Božjo besedo, moramo biti izurjeni v veri in moramo dvigniti svoj ščit vire. Vedno moramo biti pripravljeni. Če samo pomislite, da bi bil prihodnji petek, drugi prihod Jezusa Kristusa, kako bi bili zaposleni v tem tednu. 25. poglavje Matejevega evangelija je eno izmed najlepših v Svetem pismu. Ko ga berete, vas tako privlači z lahkotnostjo, da te do dobra pretrese. Veste, nekateri izmed vas sploh nimajo težav z lenobo, vendar boste morali potrpeti zaradi tega, ker mnogi drugi imajo te težave. In veste, mogoče ste marljivi fizični delavec in tudi veliko premišljujete, dobro, saj nisem len, vendar vam postavljam vprašanje, ali ste duhovno leni? To je razlika, biti len pri upravljanju svojih stvari ali biti len ob vadbi z vero. Ali biti len za Božje stvari, kjer bi morali sodelovati. Čakati na Boga ni delo mesa, ampak ste duhovno dejavni, ko čakate na Boga. Zaupam ti, Bog, čakam na te, preizkušam svojo vero, nočem stopiti v meso za tole, zaupam vate. Matej 25, prva vrstica. Takrat bo nebeško kraljestvo podobno 10 devicam, ki so vzele svoje svetilke in šle ženinu naproti. 5 izmed njih je bilo nespametnih in 5 preudarnih. Nespametne so vzele svoje svetilke, niso pa s seboj vzele dodatnega olja. Preudarne pa so svetilkami vred vzele v posodicah olje. No, leni kristjani ne bodo nikoli nič več storili, kot je potrebno. Dajte no vsi tisti, ki ležite na kavču pred televizijo in me gledate po televiziji. Nisem vam niti ljubilo vstati. Pustili ste televizijo na pravem kanalu in zaspanimi očmi prijeli daljinca misleč, gotovo ima Joyce danes dobro besedo zame. Dajte no. Saj vem. S takšnim veseljem to delam. Zelo vesela sem, da vas bom končno spravila ven iz postelje. Da se boste začeli vaditi v veri in boste postali takšna motivirana osebnost, ki si jo želi Bog, ter boste s tem vplivali lahko tudi na življenje nekoga drugega. Nekdo meni pomaga, tako da lahko jaz vam pomagam in vi lahko pomagate nekomu drugemu. Mi se ne moremo samo polniti in potem nič dati od sebe. Moramo se bojevati proti lenobi. Napraviti nekaj več. Mogoče je nekoliko težje poiskati primerno besedilo, kako poklicati prijatelja in ga vprašati, kje se nahaja. Dajte no, danes se preveč smejite, nekaj je narobe s tem. Ko se tako zelo smejete, sem zaskrbljena. Veste kaj, ko najdete neko besedilo, ki ga iščete, ga ne boste kar tako pozabili. Preudarne pa so svetilkami vred vzele v posodicah tudi olje. Ker se je ženin mudil, so vse podremale in zaspale. O polnoči pa je nastalo vpitje: glejte, ženin, pojdite mu naproti. Tedaj so vse tiste device vstale in pripravile svoje svetilke. Nespametne pa so rekle preudarnim: dajte nam svojega olja, ker naše svetilke ugašajo. Lahko si jih živo predstavljam. Sestra, olje mi pojema, a mi lahko daš nekaj svojega? Dar so pametno odgovorile: ne bo zadostovalo, sestra. Zato so preudarne device rekle: pojdite in si ga kupite zase. In ko so delale to, kar bi morale storiti že davno, je prišel ženin in so vso stvar zamudile. Aleluja. Poglejmo 13. vrstico. Čujte torej, bodite pozorni, previdni in marljivi. Čujte torej, ker ne veste ne dneva, ne ure, ko bo prišel Sin človekov.
Živeti moramo pripravljeni, napolnjeni z Božjo močjo, napolnjeni z Božjo besedo. Naša vera mora biti izurjena in moramo dvigniti svoj ščit vere. Bodite vedno pripravljeni. Če samo pomislite, da bi naslednji petek bil drugi prihod Jezusa Kristusa, kako bi bili v tem naslednjem tednu zaposleni in marljivi. Dajte no, samo pomislite na stvari, ki jih verjetno ne bi počeli naslednji teden, če bi pomislili na Jezusov drugi prihod. Vam že grem na živce, a ne? Živeti moramo v pripravljenosti. Vem, da so različni ljudje, ki se nagibajo v različne smeri, vendar pa sama nisem takšna, ki bi se preveč vznemirjala glede Jezusovega drugega prihoda. Ne udeležujem se vseh teh pred, med in po priprav. Ali pa bomo tam ob času stiske, ali bomo, ko pride Jezus, veste. Mislim, da bi morali poznati znamenja časa, ki so povsod, in kdajkoli pride Kristus, smo vedno bliže temu, kakor smo bili pred kratkim. In vsak dan svojega življenja postajamo vedno bolj bliže in bliže, vendar verjamem, da bi morali živeti v pripravljenosti. Ne zdi se mi, da bi se morali pripravljati, ampak živeti pripravljeni. Če hodite v avtoriteti vere in veste, kdo ste v Kristusu, ves čas, potem, ko pride hudič, vam ni treba begati, da bi si pridobili avtoriteto. Danes si bom vzel pristojnost glede tega, ti mi ne boš tega delal. Veste, kaj sem ugotovila? Če samo hodite v ljubezni, se vas ne more dotakniti. On se vam lahko približa, vendar ne bo zmagal. Ko smo prežeti z ognjem ljubezni. Prvo pismo Timoteja 6:12 govori, da moramo bojevati dober boj vere. Vera je včasih boj. Prvo Janezovo pismo 5:4. Vse, kar je rojeno iz Boga, premaga svet. In to je zmaga, ki premaga svet, naša vera. Sedaj se napotimo nekam, kamor nisem nikoli poskušala priti med predavanjem. Čeprav vas danes poskušam učiti, da čeprav lahko porabim vero za stvari, ki jih hočem in potrebujem, vendar kaj bi morali storiti tedaj, ko ne dobite, kar ste hoteli? Kaj storite takrat? Imejte neprestano vero v Boga. Namreč Bog se veseli naše vere, torej se moramo naučiti, kako vztrajamo v veri, pa ne glede na to, kako dolgo traja, kako izgleda okoliščine in kako se počutimo. Ali se zdi pravilno ali ne, ali je fair, ali je pošteno ali ni. In če se Bog maščuje za nas v 2 dneh, ali si vzame za to 20 let. Dajte no. Moj oče me je spolno zlorabljal in je preteklo celih 55 let, preden sem videla maščevanje. Vendar pa sem začela voditi svojega očeta k Gospodu in se je dal krstiti. Ni se zgodilo hitro, vendar se je zgodilo. In veste kaj? Tudi če ne bi nikoli prijel Kristusa, bi sama še vedno verovala, da je Kristusov, ko je umrl. Edina stvar, ki konča verovanje, je prav upodobitev. Zanimivo je, da je v Svetem pismu tako imenovan zbor znamenitih vernikov. Prebirala sem zadnjih nekaj dni te vrstice in vam moram povedati, da sem ponovno popolnoma začudena nad vsem tem. Rekli boste, zakaj nisi nikoli podala tega na srečanjih? Ker mislim, da je vratar zaprl vrata. Zato, ker nihče, ki je v tem zboru vernikov, ni dobil tega, kar je upal. Niso dobili od Boga tega, kar so želeli. Sedaj ne pričakujem, da boste ploskali. Ni potrebno.
Vendar oni so vedno verovali. In Sveto pismo pravi, da so dobro zapisani in jih je vera podpirala in jih vodila. In so zgled za nas. Rada imam to. Zelo rada imam to. Vztrajali so v veri. A vam lahko nekaj povem? In če imate dovolj izkustva v veri, se boste strinjali z menoj. Torej, če ste imeli dovolj izkustva z Bogom, boste na koncu rekli amen iz srca. Zares je najčudovitejša stvar, če dobimo to, kar si želimo. Ne, nisem hotela, da tukaj rečete svoj amen. Vendar, če smo odkriti, tudi če niste prejeli, kar hočete in imate resnično vero, se lahko prav tako veselite, kot da bi to prejeli. Imela sem takšno razumevanje, če tega ne bi podelila z vami, in ne samo z vami, ampak z vsemi gledalci po televizijskih spremnikih, bi vam ne naredila usluge. Zato, ker ne sedim tukaj in vam govorim, da če se vadite v veri, boste dobili vse, kar želite. Žal mi je, vendar ne bom vam tega rekla, ker mislim, da v Svetem pismu tega ne piše. Na nekaterih mestih je rečeno, da molimo v zmoti. Kot naprimer Jakobovo 4 pravi, nimate, ker niste prosili, ali pa ste prosili in niste prejeli, ker ste prosili z napačnim namenom, iz slabega sebičnega namena, ali pa ste slabo prosili. Samo zaradi hotenja, ker mi želimo. Še to ne pomeni, da je ta stvar v Božjem načrtu za nas, da bi sedaj prejeli ali pa nikoli prejeli. Vendar vam povem eno stvar, pozorno poslušajte. Če zares poznate Boga, če ga poznate, njegov karakter in se zavedate, da vas ljubi, potem boste tudi tedaj, ko ne prejmete, kar hočete, zaupali v Boga, da ima nekaj boljšega v mislih. To je trenutek, ko postane vera uporabna. Bog, če mi tega ne daš, potem imaš nekaj boljšega v mislih in sem dovolj pameten, da bom znal prositi za to. Ali se lahko danes napotimo k takšni obliki vere, kjer ne zaupamo v Boga zaradi nečesa, vendar bomo rekli, zaupam ti ves čas in z vero bom tudi umrl. Bog, zaupam ti, da si dober in vse v mojem življenju se bo dobro izteklo, če bom zaupal vate. Ali lahko danes prav zato zaupamo v Boga? Hočem, da se dokopljete do naslednje stopnje miru in veselja, ter vam povem, ko boste začeli živeti na tej stopnji vere. Ne pravim vam, da vas ne bo nič bolelo, ko ne boste dobili, kar želite. Vendar zaupanje v Boga vam podeli toliko notranjega miru. Vendar, Joyce, to ni fair, ni prav. Zaupaj v Boga. Zaupaj vanj. Bog, če bo dlje časa trajalo, kot sem mislil, potem je tam nekaj, kar ti delaš in jaz ne razumem in ne vem. Božja pota so večja kot naša pota. Hebrejcem 11. Je pa vera temelj tega, kar kdo upa, prepričanje o stvarih, ki jih ne vidimo. Vera dojema resničnost, ki se še ni razodela našim čutilom. Dojemite to. Vera vam naredi resnično v vašem duhu, tudi če tega ne morete videti ali zaznati s čutili. Vera napravi resnično v našem duhu, pa čeprav tega ne moremo zaznati po naravi. 4. vrstica. Po veri je Abel daroval večjo žrtev kakor Kain. Torej vas vera lahko spodbudi, da daste najboljše od sebe. Medtem ko bo strah prihranil najboljše zase in dal tisto, česar ne morete pogrešati. 5. vrstica. O veri je bil Henoh prenesen, da ne bi videl smrti in ni ga bilo najti, ker ga je Bog prenesel. Preden je bil namreč prenesen, se je izkazalo, da je Bogu všeč. Stavim, da je bilo to vznemirljivo. O, kam pa je šel? 6. vrstica. Brez vere ni mogoče biti všeč Bogu. Vendar ti, ki pridejo k njemu, morajo verjeti, da je on plačnik tistih, ki ga iščejo z zaupanjem.
Bog je dober. Po veri je Noe, posvarjen glede tega, kar še ni bilo vidno, v svetem strahu naredil ladjo. Naj vas opozorim, to so bili ljudje kot mi. Noe je posvarjen od Boga, čeprav še ni bilo vidnih znamen, v svetem strahu naredil ladjo, da bi rešil svojo hišo. Bog mu je povedal o prihodnji poplavi in morate razumeti, da niso poznali večjega deževja. Vendar je Noe to vzelo 100 let, da je sezidal barko, in vsakdo je mislil, da je popolnoma zmešan. Vi si sploh ne morete predstavljati, pomislite z mano. Mi na delovnem mestu težko preživimo čas za malico, če se ne zabavamo iz koga in nismo del skupine. Se vem, pa vse verjetno se ne bi smel sedeti tam in poslušati vseh teh zgodbic in čenč, vendar veste, tako sam sem. Ne gledajte me tako, ko tam sedite. Zasmehovali so Noeta in to celih 100 let. In on je vztrajal, kako? Z vero. Zaupam ti, Bog. Zaupam ti. Zaupam, bate. Poslušajte me, ko sem začela delati to, kar počnem. Daleč nazaj, v letu 1976, sem izgubila vse svoje prijatelje. Morala sem zapustiti svojo cerkev. Vsi so si mislili, da sem popolnoma zmešana. Kaj misliš, da boš naredila? In tudi jaz sem polovico časa že mislila, da se mi bo zmešala, vendar sem še vedno tukaj. Amen. In Noe je po veri sezidal barko in ni utonil. Po veri, 8. vrstica. Po veri je bil Abraham poslušen, ko je bil poklican, naj odide v kraj, ki ga naj bi prejel v dediščino, in odšel je, ne da bi vedel, kam gre. Ali si je bilil glavo s tem? Rada imam to. Pomislite, Abraham je imel družino, imel je dom, svoj šotor, živino in Bog mu je rekel, kar hočem storiti, ne morem storiti, če si ti tukaj. Ti moraš zapustiti ta kraj in oditi nekam drugam. V redu bo, kam pa hočeš, da grem. Ti si samo pospravi vse in začni potovati in jaz ti bom povedal, kam greš. Dajte no. A si misli, da bo rekel samo, ja, okej, seveda, ni problema. Zakaj Bog mora to storiti? Morda nekaj, kar Abraham ni niti razumel v tem času. Velikokrat, ko nas Bog kaj prosi, ne razumemo. Mislimo si, zakaj bi hotel, da storim nekaj takšnega? Zakaj ne moram imeti službe zmagoslavlja, da bi me vsi pozdravljali in mi ploskali? Mislim, po vsem tem, jaz sem samo majhno, prijetno dekle, ki poskuša napraviti to, kar je prav, in sem izgubila vse svoje prijatelje in so me vrgli iz cerkve. To, kar sem dobila, ko sem prispela na višjo raven z Bogom, je bila samota in nasprotovanje in zavrženost. Vendar me je postavila v prostor, ker sem zelo dobro spoznala Boga, ker nisem imela nobenega drugega. Če študirate zgodovino, je veliko Abrahamove družine častilo različne idole in to, kar je hotel storiti z njimi, ni mogel, dokler ne zapustijo tistega mesta. Pojdi v mesto, ki ti ga bom pokazal. Pojdi v deželo, ki ti jo bom pokazal. Po veri se je naselil v obljubljeno deželo, kakor v tujino. Bil je tujec v tuji deželi. 10. vrstica. Pričakoval je s pričakovanjem in zaupanjem. Kaj je pričakoval? Po veri. On je pričakoval po veri. Tako sem že utrujena in bolna vsega tega čakanja na Boga. Kar čakam in čakam in čakam. Kdaj je Bog? Kdaj se bo kaj zgodilo? Zakaj se meni nič ne zgodi? Vendar, če čakamo v veri, moramo reči zaupanjem. Ni mi mar, kaj vidim ali kaj čutim, verujem, da je Bog na delu. Verujem, da Bog deluje. Sara v 11. vrstici že prešla spremembo v življenju in je bila popolnoma zgubana. Sveto pismo ne pravi. Po veri je tudi sama Sara, ki je bila nerodovitna, prejela moč, da je spočela in rodila sina. In to kljub starosti. Sedaj 13. vrstica. V veri so vsi ti pomrli, ne da bi prejeli obljubljeno.
niso prejeli popolne izpolnitve. Sara je imela za otroka, je dobila otroka, vendar sta ona dva verjela za nekaj onkrtega, gledala sta naprej za Mesija, ki se ga mi sedaj veselimo in mu zaupamo. Gledala sta vnaprej, da sta se odpravila v obljubljeno deželo in potovala vse svoje življenje, vendar sta umrla v viri. In sta sedaj v zboru verujočih. In veste, ne bom imela dovolj časa, da bi se ima dovolj posvetila, tako da se bom morala drugikrat vrniti sem. Vendar, če se napotite k 17. vrstici, po veri je preizkušen Abraham v daritvi prinesel Izaka, kajti verjel je, če tudi mu Bog dovoli ubiti Izaka, da ga bo Bog obudil od mrtvih. Abraham je imel tako veliko vero, da smrt ne more ustaviti Boga. Niti smrt ga ne more ustaviti. Beremo v 21. vrstici. Po veri je Jakob, ko je umiral, blagoslovil oba sinova. In v 22. vrstici beremo, po veri je Jožef pred smrtjo pomislil na izhod Izraelovih sinov proti obljubljeni deželi in je dal napotke glede svojih posmrtnih ostankov. Rekel je, vzemi s sabo moje kosti, ko pojdeš, kajti mrtev ali živ bom končal v obljubljeni deželi. Vzemi moje kosti s seboj. Dajte no, ali me danes kdo posluša? Česa bi se torej morali bati, tudi če ne dobimo tukaj vsega, kajti ostali bomo tukaj in recimo, da postanete stari in živite 100 let in ter na to dobite večnost, ko boste imeli vse, kar ste si kdajkoli želeli. Nič več zdihov, nič žalosti, ne solz, nič več noči. Bog sam bo naše sonce, poznali ga bomo, kakor on pozna nas. In veste, česa ne boste potrebovali v nebesih? Vire. Kajti vse boste imeli. Poslušajte me. Ko se je Mojzes rodil in so pobijali vse novorojene dečke, je njegova mati imela dovolj vire, da je rekla: skrila ga bom in ga spustila dol po vodi ter zaupala v Boga. In vi poznate vso zgodbo, da ga je faraonova hčerka našla in ga vzgajala kakor lastnega sina, kar je bilo ravno to, kar je Bog hotel, kajti postavil je Mojzesa v takšen položaj, kjer ga je lahko uporabil. Mojzes, ko je odrasel in je videl stisko svojega ljudstva, kakor pravi pismo Hebraje. V 25. vrstici, rada imam to vrstico, si je raje izbral trpljenje skupaj z Božjim ljudstvom, kakor kratkotrajno uživanje greha in se je tako odpovedal visokemu položaju. To je storil po veri. Včasih se morate napotiti k določenim stvarem z vero in včasih morate nekatere stvari zapustiti zaradi vere. Ali me poslušate? In tako se nadaljuje. Po veri je zapustil Egipt. Nam pravi 28. vrstica. Po veri je obhajal veliko noč in kropljenje s krvjo. In zopet 29. vrstica. Po veri so šli skozi Rdeče morje. Sprašujem se, kako se je počutil Mojzes, ko se je pred njim razprostiralo Rdeče morje in je za njimi bila egipčanska vojska in mu je Bog rekel, pojdi naprej. O, Bog, oprosti, a ne vidiš tega, kar jaz vidim? Dajte no, včasih si morate namočiti prste v vodi, preden se ta začne umikati. A me ne poslušate? Mogoče bi si morali nekoliko bolj prizadevati, kakor si prav sedaj. Te stvari se dogajajo vedno znova in znova. 32. vrstici pravi, in to je skorajda pri koncu. In kaj naj še rečem? Česa bi mi namreč zmanjkalo, če bi pripovedoval o Gideonu, Baraku, Samsonu, Jefteju, Davidu, Samuelu in prerokih. Ti so zaradi vire premagali kraljestva, uveljavili pravičnost, dosegli obljubljeno, zaprli žrela levom. In 39. vrstici ponovno, vsi ti so se izkazali v viri in niso dosegli obljubljenega. Niso dosegli izpolnitve vseh obljub. Sedaj vem, da si nekateri izmed vas mislite, da je to neke vrste izguba. Prav zaradi tega se danes nisem spustila v to tematiko, kajti kot pridigarka nisem preveč navdušena, če
bo vsakdo začel s tistim, zakaj sploh to delaš. Kajti želim vam povedati, da vera ni v tem, da dobite vse, kar si želite. Z vero živite ves čas in ne dobite tistega, kar hočete. In naj vam nekaj povem. Bog bo vedno skrbel za vas. Mi mogoče ne bomo dobili vsake posamezne stvari, ki si jo želimo, vendar Bog bo vedno skrbel za vas. On bo skrbel za vas. In oni niso razumeli, zakaj niso dosegli obljubljenega, vendar v 40. stici pravi, da je Bog za nas poskrbel nekaj boljšega, da oni brez nas ne bi dosegli popolnosti. Torej, da bi prišli do popolnosti, preden se jim lahko pridružimo. Bog jim je govoril, naj se žrtvujejo in naj mu še naprej zaupajo, pa vendar ne bodo videli izpolnitve svojih sanj. Tako pusti vrata milosti odprta za nas grešnike, da bi se lahko nekako stlačili noter in bi vsi skupaj lahko hodili naproti drugemu Jezusovemu prihodu. Amen. Ko darujem misionarski skupini Joyce Meyer, čutim, da sem blagoslov za druge, ker ko ti daruješ njim, se oni razdajo za druge. Nekdo mora plačati, da se oddaje posname in predvajajo, da se lahko natisnejo knjige, ki jih beremo in se toliko iz njih naučimo. Če ti daruješ njim, v resnici daruješ vsem, mnogim ljudem po vsem svetu. Biti partner misionarske skupine Joyce Meyer je zame priložnost povrniti za dobroto. Ti si tu. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.